Mi smo Puni Hamer. Vi pa poslušate oddajo Radioaktiv. Blasovi, taka boli, ne vrblem več nikomi, lažejo vsi. Jaz bleknem resnico, če glih zaskali. Sin sejga sranja sem prijavolon, se odpela bilokon, nekam drugon. Se sedna v bar, se prebledna zadr, da šankon je stola, leč bova. Živa smrt! Živa smrt! Živa smrt! Žegnes pa se tistemi majskimi čudim. Mi je opasna megla trmela, Matila pa z menoj za šankom sedela. Če saj sem si misla, ka nisem več treben, roko sem se čekla, ka vidim, če resem. Da pa sem skuža, ka vidim, kakr sem bili prisluhna, kaj pravi. Živa smrt! Živa smrt! Živa smrt! Sem špricar na voča, pa enega kcoj, sem malo potoža, ka život je gnoj. Je bila razumna do mene nocoj, so litri leteli, ne smo nič teli. Živa smrt ter Puni Hamer, oddaja Radioaktivno z mano Blaž in Peter. Lepo zdrav. Zdravo. Lepo zdrav poslušalcem. Pomurski ali ljutomerski bend? Ja, zdaj, jaz bi rekel tako, prleško-prekmurski mogoče, ne, ker Pomurje ne zajema, ne, cele Prlekije, ne, te pa bom reči tako rekel, prleško-prekmurski. Čeprav pa imate enega z Idrije.
Ja, vse to bude verjetno bolje Blaž sam to razložil, kako je do tega prišlo, ne? Ampak imeli smo srečo, kaj je najšel tudi ljubezen in se sem poročil, ne? In imamo zdaj v bistvu enega dodatnega kitarista, ki smo ga vozili iz najbolj znanega punkerskega območja Idrije, ne? Slovenske. Ja, tako se je naneslo, da sem se pač nekako gor priselil. Z mojim bivšim bendom Banditi je pač zadeva malo usahnila, smo malo na mirovanju ali pa kakorkoli bi temu rekel in meni glasba manjka. Tako da sem se pač priključil Punemu Hamru, so me z veseljem sprejeli, mislim, da no, in smo se kar poštekali in delamo dalje. Vsi člani pa ste skar neke glasbene kilometrine. Seveda, ja, sploh ostali trije, ne, v Punemu Hamru lahko Peter več pove, ne. Jaz sem že omenil svoj bivši band, kar je tak najbolj, kako bi rekel, kar sem z njim največ dosegel, no, ostali pa so, se pravi, Posodmi Jurija pa Odpisani, to je pač še veliko bolj znani bendi. Ja, naše delovanje sega že 100 let nazaj, ne, okay, malo pretirano, ampak od najstniških let praktično z skupinami kot so GRB, potem v študentska leta z skupino Odpisani in Posodmi Jurija. Vmes smo se še kaj mogoče z kakšnimi drugimi bendi poigravali, no tu pa nekako tak, ko enkrat stopiš na oder, ko enkrat začutiš to energijo, ko enkrat skupaj s prijatelji ali pa prijateljicami ustvarjaš glasbo, ne moreš več brez. No. In tudi ta Puni Hammer je na nek način tak čez leta počasi nastajal in zdaj smo po mojem ena zasedba skupaj, ki smo stabilno, ki se zelo dobro razumemo, tako glasbeno, kak tudi kot osebnostno in smo dobili novi zagon in probamo, štartamo na novo, tako smo se na začetku pogovarjali. Odkot ime Puni Hammer? Ja, to je pa produkt enega izjemno dolgega pogovora, ali kako se temu reče, četa na Viberi. Namreč to ime smo iskali in to je že pravzaprav ena anekdota. Ne. Tudi na vajah, ne, ko smo se sproščali, smo iskali ime za band. Ne. To je bilo enega smeha, tako Bog pomaga. No, med drugim smo tudi na Viberi se lotili tega. No, ne vem točno, kako je prišlo do tega, ampak eden je nekdo omenjak, ko so eni žgali Pune Hamre. Ne. In te smo čakali malo. Tu pa prlek resno rečemo, ne, za nekaj, kaj je tisto napolno, nekaj, kaj je nezadržano ali kak, ne. Se pravi, kaj se ne zadržuje brezkompromisno, ne. Načeloma se nekako imamo za takšne in smo rekli, kaj te pa budemo Puni Hammer. Ja, opažam, da so v zadnjem času, v zadnjih letih v Sloveniji popularni hameri na glasbeni sceni, ker imamo že skupino Hammer. Ja, res je, tu je še ena skupina obstaja, Hammer, ja, ki pa dejansko mi po mojem sploh nismo vedeli za njo, ne, in to ime je prišlo čez spontano. Potlan, ko smo začeli malo tak surfati po netu, pa iskati, če se o nas kaj piše, ne, pa smo našli še njih, tako da se jim opravičujemo, no, če jim hodimo v zelje z imenom. Boste drugega vabili na koncerte oziroma drugega reklamirali? Ja, lahko bi naredili nek festival, ne vem, Kovačija bi se lahko imenovala, ne Potlan. In Peter, če še predstaviš zasedbo, 2 člana sta tu, 2 še manjkata? Ja, manjkata Borut Horvat pa Igor Kaurin. Borut Horvat je bobnar, vokalist tudi, Igor Kaurin je pa kitarist, se pravi glavni, kako bi tam rekel, solo ali kakorkoli, solo kitarist. Zaradi njega smo tudi deloma prekmurski, čeprav je Ljutomerčan, ampak zdaj že nekaj časa živi v Murski Soboti in tudi vadimo v Murski Soboti, tako kako imamo z Igorom nekše pisarne najete, tako imamo eno z drugim. Blaž Pavšič smo že rekla, ne, Prižajani Prlek, pa jaz, Peter Veznec na basi pa vokali. Blaž je pa ritem kitarist. Če se stavimo še pri zvoku, v kakšno smer greste? Pa mislim, da ne gremo v nikakršno smer, da smo si zvok že kar v štartu zadali, ki pač v tej glasbi smo gor zrasli. Jaz tetak sem bolj punker, Peter pa Borut sta bolj hardkorovca, metalca, pa tudi Igor, no, ima rad bolj take trde riffe, tako da sound nam je pač bil položen, tako da kitare, bobni in to je to, ne. Kako bi rekel, rock and roll zvok, to je to. Je to nakazala že prva skladba Živa smrt? Ta skladba je v bistvu prva naša avtorska skladba, ki je nastala kar nekaj časa. Moram reči, da je to res trajalo zelo dolgo, zato ker smo skozi samo nekaj spreminjali, ampak ta pesem dejansko nekako ima notri tudi druge elemente, ampak zvok sam, no pa je, bom rekel, kitarski, tako jak pravi Blaž, ni zdaj to tisti, res tisti najtrša varianta tega, ne, ampak moram rekel, nekaj na preseki punka, rock'n'rolla, mogoče malenkost metala se najde, pa tako, no, ampak ajde,
ponavadi rečemo punk rock, pa je to po mojem najbolj zadanemo zvok. Če so bili Motorhead rock'n'roll, ne, pa smo kar blizu rock'n'rolla, bi rekel. Besedilo prve pesmi je v narečju. Ja, avtor besedil naših pesmi je Borut, tudi pri odpisanih on kot pevec že pisal te pesmi in je nekako smo rekli najbolj usposobljen za to, naj vsem všeč to, kaj dela. Ja, nikoli se nismo branili narečne pesmi, zaradi tega, ker smo na nek način pač tukaj rojeni, tukaj vzgojeni in nam je ta govorica ljuba. Je pa res, ko moramo, tudi zelo spoštujemo pač naš jezik, slovenščino in tudi za recimo slovenski trg, ali kakorkoli bi to imenoval, je fajn, je to nekako zbalansirano, tako da ni preveč narečnih popevk. Ja. Okay. In probamo peti malo tak. Ja, pa res že po izkušnjah z odposodimi pa tudi z odpisanih, ne, mislim, ni bil nikoli pravi problem, če je bila pesem narečje, če je bila le dobra. Tako da tudi po mojem pri živi smrti ne bo težav, no, s tem, kaj v prleščini. Druga, ki pa ste sedaj predstavili, pa je Brat od Boga. Kot si dejal, Blaž pred intervjujem, dejansko prvi pravi singl. Ja, sicer na YouTubeu imamo že 2 komada prej, kot so Laževa smrt, pa potom še Obrat. To sta dejansko demo verzije. Brat od Boga pa je zdaj kot prvi uradni singl izdan preko naše založbe Dallas Records, ki smo tudi podpisali pogodbo z njimi, tako da zdaj naprej pač delamo preko njih in bomo izdali te single. Tudi te 2 demo komada bosta najbrž še enkrat išla ven kot uradne verzije. No. In kdo je Brat od Boga? To je v bistvu pesem poje o občutku, se pravi, ko se počuti kot brat od Boga, ko naenkrat ugotoviš, pač, da so vse te težave samo v tvoji glavi, ne, in ko se jih utreseš, se počutiš zelo lahek in zelo sposoben in zelo, pozitiven in optimističen za naprej kot brat od Boga. Ne. Drugače pa ne vem, po teološki doktrini smo vsi, ne, pa sestre, ne, po moje. Tako nekateri govorijo. Ja, tako da, mislim, da je to nekako, dejansko pesem opisuje občutek tega moškega fanta, kakorkoli, ne, ki ga je zapustila žena ali pa ženska in se nekako rehabilitira in postane razbremeni in se počuti kot brat od Boga. Tudi video podobo ima skladba? Ja, to, kad smo naredili še video spot v D.I. maniri, ja, sami dejansko, to je Igor sestavil malo skupaj te, kako bi rekel, posnetke iz špilov, pa tako pa mali snimanja, kako smo snimali. To je bil zaenkrat to, imamo pa tudi plane vnaprej za naslednji single, pa to malo bolj resno zagrabiti, no, pa narediti en tak pravi video, kako bi tam rekel. Če vklopimo televizijo v vašem videu, potem vidimo, da tudi nastopate v živo. Ja, se to je to. Ta video je v bistvu nastal iz 2 špilov, ki smo jih imeli letos. Eden je iz motorističnega srečanja v Gajševci, eden je z srečanja Citroenov, svetovnega srečanja Citroenov v Postojni. Ja, mi smo v bistvu band, ki je na nek način nastal bolj za nek živo predvajanje, ker namreč ne igramo samo svojih pesmi, igramo neke priredbe teh pesmi, ki jih imamo radi. In ravno tako smo v nekih letih, ko smo se gibali okoli teh Abrahamov in so nas naši prijatelji vabili predvsem najprej na to, no in počasi smo začeli tudi nastopati na malo večjih festivalih, na srečanjih, ne vem, na večjih odrih. In ko smo to vedeli, ko smo zvedeli, da bomo igrali na ten, smo se malo potrudili in smo probali dobiti malo boljše posnetke z teh srečanj. In tako smo zlepili ta prvi video skupaj, Brat od Boga, zato ker enostavno je bilo premalo časa, pa premalo nekih idej, ko bi zdaj tako hitro naredili en pameten, no, kaj je sploh pametno, recimo viralni video spod tu bi zdaj bilo najbolj, ne, zaradi tega, ker se nam zdi, da je vedno bolj pomembno, ker se na socialnih omrežjih pojavljaš čim bolj in kad te čim več ljudi zazna. Ne, mi seveda nismo mlade punce, tako moramo nekaj drugo zmisliti, ko bomo viralni postali. Mogoče postanete mladi fantje. No, tudi mladi fantje, se to se mogoče malo naropovedal. Glavnem, smo moški v srednjih letih in pač to ni naš glavni adut, ko bi lepo zgledali. Ja, niste več boy band. Ja, tako je. Drugače o vas sproti na družabnih omrežjih?
Pa ja, no, imamo vsak te svoje profile, ne. Je tudi pač profil, na Facebooku imamo tudi od benda skupaj profil, to je tudi to, ne. Nimamo ne Instagrama, ne uradne spletne strani, ne TikToka. Vse tako, kot je Pero rekel, ne, smo v teh srednjih letih, pa nismo najbolj vešči tem spletnim platformam. Se bomo potrudili, no, da se bo pač dalo čim več zvedeti o nas. Prva skladba, oziroma druga ali tretja, kakor štejemo, je tu. Kako naprej? V bistvu imamo že kar nekaj tega pripravljenega za naprej. Zdaj ne vem, koliko poslušalci vejo, pa tudi mi smo bili dokaj presenečeni. Nekih albumov kot takih, kak smo jih poznali nekoč, ki so išli na ene informatike, ki je to CD ali pa plošča ali pa kaseta, kakorkoli, danes skoraj da ni več. Ne. Tako da, ko podpišeš založbo, ne podpišeš več za, ne vem, toliko pa toliko albumov, ampak piše za toliko pa toliko pesmi. Ne. Mi imamo pač to eno pogodbo, ki smo podpisali, samo nekako se nam zdi, da bi vseeno ta prva runda komadov, ne vem, 7, 8, 9, 10, podobila nek zaključek in bomo poskusili, ko bi to postala zaključena celota in to bi radi naredili v roke enega leta, recimo. Tako da zdaj še imamo 3-4 komade že pripravljene za naprej, ki bomo jih izdali tako počasi, upam, kateri bo teh na našem radiju pridno vrteli, tudi z veseljem bomo še prišli kdaj kaj povedati. Od tam naprej pa bomo videli. No. Mi upamo, da bo glasba poslušalcem pa ljudem nasplošno všeč in da bomo imeli priložnost igrati na čim več festivalih, na čim več dobrih špilih in to je to praktično. To so naše želje. Torej v letu 2026 čim več odrov in čim več studia. Seveda, absolutno. Kot so rekla, band je nastal z namenom se družiti in fajn imeti. Vsa glasba, ki pa nastaja, pa samo rezultat tega, no, ker smo dejansko vsi imamo izkušnje z nastopanjem, vsi imamo izkušnje z glasbo. Oder nam je v krvi, tako da ja, to je to, delamo dalje in se ne ustavljamo. Bomo pa sedaj skladbo Brat od Boga še zavrteli, zato Blaž in Peter, bo nocoj veter v pravo smer? Tako, ja, nocoj bo ziher veter v pravo smer. Samo jadra moramo razpreti, pa bo. Saj bomo. Blaž in Peter, hvala, da ste se glasila v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bo delalo naprej. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo. Hvala. Odkar si odšla, leti